tega erosa, je tisto, kar nam omogoča, da prekonemo lahko upravimo. Ker če bi mi vrš čas krepenjeli, potem lahko zgodbe cvete veselje, pa pogledamo, tega se lahko ne vem. Ale krepenjenje je zelo močna stvar in je za nas večja od nas. Je pa lepo videti, ali še nekaj je. Ohranko, upanje v to, da je nekaj, kar je močnejše, globje, hitrejše in lepše od naše nemoči. Je nekaj, kar je močnejše od naše nemoči. Ko mi že vse zasledamo, še vedno možno. Ko že vse naredimo prav, je še vedno možno iti naprej. Pomeni, da se ne napadamo, da se ne izogibamo našim napakami. To je najbolj všeč, kako ljubim en odstavkom, da vidimo kraj zunaj ljubezni, kjer ste lahko popolnoma varni, predvsem in nevarnostmi in pretresi ljubezni je pekel. Normalno je, da ljudje iščemo samotno, smo nezadovoljni, ko smo spičeni, ko spet nismo. Vse to je to, kar nam daje vero, da je še nekaj, kam reči vreme. Več mislim, da je to ključno v odnosih. Odnosi niso neki to grozni resni, da ne moramo tisto sprežati, da se bo zmotil. Odnosi so prostor, kjer se mi učimo rezultat. In prosim, je to ključno. Zdaj imam še eno vprašanje. Si v partnerstvi, povezan, si z nekom, si poročen, pa se je zaiskril neko drugo smer. Nekdo ti pritegne tvoj pogled, zgodi ima drugačno zanimanje, ki te spravi na umne od tega, da bi se vprašal, da sem zaljubljen. Zdi se mi, da je tovrstnih zaljubljenosti, tovrstnega iskrenja izven nekih pogojev, izven nekih zakonov, kar velik, da mogoče včasih, če rečem, ne vem, ljudje so se vedno zaljubljali. Janez je na veselici mitsko malo drugače pogledal, Pavel pa dvakrat poščipnil pas, presala polko in to je bilo to. Zdaj pa ljudje ustanovili neko novo skupnost iz tega, ne? Ali je fanko se večino ljubili od zaljubljenosti govorca, so sami luštni fantje sem, pa šli spočiti. In zaljubljenost je namenila temu, da se malo spočiješ. Da se spočiješ od napora, odnosov, da se spočiješ od utečenosti, da se spočiješ od predsodkov, ko si v odnosih postavljamo, kakšni bi morali biti, kako bi se morali obnašati in da rečeš ne, še vedno se lahko zaljubim nekaj teh. Še vedno lahko meni tudi všeč brez veze. To ne pomeni, da govorimo o tej funkciji, ne govorimo o tem, da morate kaj iz tega narediti, govorimo samo o tem, da se po njeni kakaj še ne umemo. In preveliko dajanje teže na to, kako so psihologi največ krivi. Kako zdaj pravilno graditi odnose je v bistvu uničilo ogromno teh iskric, ki so popolnoma normalne, ampak nič ne pomenijo. Če jaz se lahko navdušam z nekom, kaj ima to zvezi z mojim odnosom? Ko se navdušam, da ne še se lahko navdušam, to je namenjeno meni, da ne se nazaj domov. Vse to bi lahko navdušam. To je ni namenjeno tega, da zdaj, da se brez normalno odnašala, da ne. Če mene nekaj navdušim, prije mi vidim, da je zelo na kavču. Ko rekla, ja, ljubo, da vse pol se vrla, a ne, da se mi zdrzne. Daje tebi možnost, da odbiš nekaj, da te ne zelo. Ne pa, da bi moral zdaj lepeti po temu, kako se zaljubljenost odhrani. To ni bolj željeno. To je kot, da mi se vsakič preseljim, da greš nekaj v bistvu tako všeč, kako se držamajo. Da bo zdaj ti enako že ti doma. Ne. Ampak na svojo bo zdaj pritočil, da boš občutek, ki je posebej že predvideti. In to je kreativnost, ki jo odnosi imajo, in kreativnost, v kateri jaz vidim hobije, ženske in moške. Katarina, pridružite se nam je nekoliko mlajša publika. Greva na prvo ljubezen, se strinjaš? Ja. Enkrat je prvič, enkrat se zaljubiš prvič. Prevzamete kot nekaj čisto novega, neznanega. Kaj narediti s temi občutki?
občutki ob neki prvi zgodni zaljubljenosti? Kam to pelje? Zakaj nas tako intenzivno obišče v smeri samo na neko osebo? Prva stvar, kaj narediti zaljubljenost, je uživati, ne? Si dovolj sebe začutiti kot nekoga, ki je lahko ljubljen, kot nekoga, ki se je navdušil, kot nekoga, ki vstopa v odnose na drugačen način. Jaz mislim, da prva zaljubljenost ponovadi izgleda kot strašna zadrega ob določenem vrstniku, katera se prebudi. In je nekaj najčistejšega, kar lahko otrok načuti. Kar lahko najstnik načuti, reče, joj, mama, jaz sem fanka. A ne, to bo rekle, to ne pomeni tega, kako če bi jaz prišla jaz sem se to zaljubila, ne. To pomeni, ugotovila sem, da lahko nekoga vidim še lepega, kako sem ga videla prej. To je odkritje lepote, odkritje občutka za ljubezen, občutka, da je cel svet moj, to je zaljubljenost. In prva zaljubljenost, ki se temu namenja, da se počutiš, da si kralj sveta. Vse, se počutiš. Bravo. A si zaljubljen? A si? Vanga. No, poglej, Katarina, ena naslednja stvar pa je prijateljstvo. Poglej, prijateljstvo je tista stvar, ki nam neskončno pomeni. Louis pravi, da en tak otvoritveni stavek prijateljstva je, a tebe tudi to zanima. Ista stvar zanima naj dva, da naj neka skupna stvar potegne zelo daleč, da se prepoznajo drug drugega, da se Bog ena tudi. Kaj je to jedro prijateljstva? Jedro prijateljstva je to, da si upaš z drugimi uresničiti svoje lastne ambice. Pomeni, meni je ta stavek bil najbolj glede prijateljstva, da tisti, ki nimajo ničesar in zadeliti, nimajo kaj. Oziroma, tisti, ki nikamor ne grejo, ne morajo več sopotnikov. Zato se mi zdi tudi prijateljstvo v tem, da malo čitle zezaš, pa se marsikaj spomnaš, nekaj zelo koristnega. Prijateljstvo pomeni sposobnost, da si v sebi odkril eno poklicanost, eno vrednost, eno ambicije, eno zanimanje v sebi do življenja. In da prepoznaš, kdo v tvoji okolici tudi isto željo in ambicije deli. Prijateljstvo je osnova za kakršno koli pripadnost. Zato si prijatelji zbiramo, ne glede na to, res na skupen interes, ampak je to, jaz bom zdaj, ne vem, jaz sem samo ta, kdo bi še to počela. Ampak da preprosto si znajdeš v istih zložnosti. In je res prijateljstvo nekaj, tukaj imamo spet velika postavka, da moraš ne vem kaj narediti, da boš imel prijatelj. Prijatelji pridejo na isto tem, to so sopotniki na isti poti. Pomeni, da tega prijateljstva je to, da se zdi, da se začas tebe. Da te nekaj pripelje in odreš. To pa nekateri, ki si zelo prizadevajo, da bi pridobili prijatelja, da bi ga obdržali, pa se prilagajajo temu načinu razmišljanja od svojega prijatelja, pa tudi poznajo, da so dobri. Bi naredili za prijatelja marsikaj, ampak strani tega prijatelja pa so vedno nekako prezrti ali pa si zmisli nekoga drugega, nek malo nekdo drug pomembnejši zanjega. Ja, jasno, da ti ne moš si pridobiti prijatelja. To ne gre. Ti lahko skupaj z njim nekaj počneš, ampak postavi tvoj prijatelj. Prilagajanje je vedno najslabši način vstopa v odnose. To je sploh odnos. To je skrivanje samo sebe svojega
osebnosti, ernst pa golih teles. Ne? Se pravi, kaj to pomeni, da te prijatelj pozna, da vidi vate, da čuti s tabo? To pomeni, da se ob njem upaš biti pristen, iskren in da ob njem upaš razkriti to, kar res misli. Tudi če je neumno. In mogoče še ena misli na ta gole telesa in gole osebnosti. Kadar v nas lahko ena ranljivost žari, pa lahko res na en iskren, po zelo polnoči razkrijemo svoje razmišljanje, doživljanje in pustimo, da nas stvarimo tudi ljudje, takrat tudi telo znamo, da to pravi odnos na pravi način. Dokler pa skrivamo svojo osebnost in veliko verjetnost, da pa tudi telo sleka v nekaj odnosa. Zanimivo, koliko povine, hvala za to besedo. Še zadnje vprašanje, oziroma zadnji sklop je agapična ljubezen. Beseda agape, ki smo marsikomu ni poznana. V bistvu gre za to presežno ljubezen in z nekaterimi svojimi dejanji, z nekaterimi svojimi ljubeznimi verjamemo, da se zapišemo v večnost, da imajo to dimenzijo, ki nas bo ponesla v neko prihodnje življenje. Vse oblike ljubezni imajo to dimenzijo. Zdaj čisto komplečno, ampak preprosto, jaz rekla, da agapična ljubezen so vsi tisti trenutki, ki ustavijo čas. Pomeni trenutki, ki postanejo za celo življenje v spominu. To je lahko prijazen nasilje ena učiteljica, to je lahko prvo zaljubljenost, to je lahko prvič, ko si tvegal, si upal poskusiti nekaj novega, oblikujejo. To so trenutki, ki ostanejo. In ti trenutki oblikujejo naše notranje, oblikujejo naše možgane, oblikujejo naše telo in tudi oblikujejo naše prihodnost. Nekaj, ki bi mogoče sklenila mislijo Patra Marka Ruprika, kar je narejeno v ljubezni, ostane v zmeri, tudi po smrti. Meni ljubezen nekaj, kar ne umre, ampak živi naprej. In če sem biološko gledamo, če je bila ljubezen nekje, šlo tudi življenje naprej. Tam, kjer ni bilo ljubezni, se po enih dveh generacijah prireče krv. Tam, kjer ljubezen se je prebila, tudi če samo za eno celico, je imela možnost se razviti naprej. In tisto, kar lahko zelo pomiri našo odnos, tudi našo obsesijo s tem, da tudi pravilno ljubi, je to, da se zanesemo na to, da kar je ljubezen, nam ne bo šlo, bo vedno ostalo. Pomeni v enem iskrenem iskanju in sodelovanju, pa spoštovanju ljudi, ki imamo okrog sebe, sprejemanju izzivov in sprejemanju napad, ni mogoče, da bi nas ljubezen zaobšla, ampak se bo razkrila skozi stvari, kjer je ne pričakujemo. To smo pripričani. Ljubezen in nesmrtnost, mogoče še to vidimo zastonsko, ta zastonska dimenzija je nekaj posebnega pri ljubezni. Vidimo ne, da bi pričakovali povračilo. Če lahko ljubiš nehote, pa si srečen. Če pa ljubiš zato, ker si se potrudil, bi bilo to bolj, da ne bi ljubil. Prav. A ne, če jaz gledam, če gledam te otroke, ko se kaj spočivajo, pa se ne moš jih najmetrati, pa se ne moš jih najmetrati, ne moš reči, zdaj pa te pa ti danes lahko morila, kaj me briga, sam da si tle, sam da zvidim te oči. Vse smo govorili takole, ampak biti tole res, pa čutim tako, kaj ne ljubezni od teh otroci. Ne, je bilo pobožno, da sem pil, kaj sem gledal. In se mi zdi, da ljubezen, če je ljubezen, je zastonstvo. Vse ostalo je trud, napor, iskanja, ustvarjanje prostora, kjer bi lahko se zamotil, da imaš nekaj drugega. Jaz mislim, da je to bolj pravilno oblika ljubezni. Ne bolj pravilno, bo bolj ostalo. Vse, kar si ljudje s tem pridobimo, je pač potrošnja
narobe. Vse to nas presenetka ostane. Ljubezen je presenečenje. V končni fazi ljubezen presenečenje. In je ne moramo zamejiti, kontrolirati, določati in naprej zdresirati, kako bi šla in tako bi mi pravilno, da ne počne. Sve ljubezen je tako. Bolj, ko si lahko odprt, večkrat ko bi presenečenje. Katarina, iskrena hvala za to presenečenje o ljubezni, s katerim si sklenila najin pogovor. Lepo se pravi, presenečenje in ljubezni nas lahko doleti v vseh življenjskih obdobjih, ni omejena na otroštvo, mladost, starost, srednje, tudi ne na zaljubljenost. Zato bomo se prepustili ljubezni. Bi morda kdo želel še kaj vprašati? Se je prebudila kakšno vprašanje pri naših obiskovalcih? Ljubezen je hec, smo zdaj izvedeli. Torej, ponovimo. Ljubiti pomeni biti ranljiv. Ljubite karkoli in vaše srce bo zagotovo trpinčeno in mora biti strto. Če si hočete zagotoviti, da bo vaše srce ostalo nedotaknjeno, ga ne smete dati nikomu, niti živali ne. Previdno ga odenite s hobiji, z drobnim razkošjem, izognite se vsem razmerjem, varno ga zaprite v skrinjico oziroma krsto svoje sebičnosti. Tudi v tej skrinjici varni, temni, negibni, zatopli se bo spremenilo. Ne bo strto, postalo bo nezlomljivo, nepreverno, neprebavljivo. Alternativa tragediji ali vsaj nevarnosti pregledanja je poguba. Edini kraj zunaj nebes, kjer ste lahko popolnoma varni pred vsemi nevarnostmi in pretresi ljubezni je pekel in o tem smo že govorili. Torej, danes lahko tole drobno knjižico, ki je prava zakladnica in pravi zaklad, kupite tudi tam pri naši sodelavki po posebej ugodni ceni, mislim, da je tudi udobna. Veseli smo vašega obiska in hvala lepa. Se dobimo na stojnici založbe Družina. Katarina, najlepša hvala. Hvala lepa.